Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo Disneyjevo pravljično željo poklanjam Lili, zvesti poslušalki pravljic. Najlepša hvala, Lili. V tokratni čudoviti zgodbi bomo spoznali moč poguma, vztrajnosti ter ljubezni. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Lili z naslovom Princesa in žabec. Tiana in Charlotte sta bili najboljši prijateljici. Živeli sta v prijetni soseski New Orleansa in se pogosto obiskovali. Nekega dne ima je Tianina mama Eudora, ki je bila najboljša šivilja v mestu, brala zgodbico o princu, ki se je spremenil v žabo. Nikoli, ampak res nikoli v vsem svojem življenju ne bi poljubila žabe, je vztrajala Tiana. Charlotte pa je vzkliknila: Jaz pa bi poljubila 100 žab, če bi to pomenilo, da bi se lahko poročila s princem in postala princesa. Tistega večera je Tiana svojemu očetu pomagala pri kuhi gumba, goste zelenjavne juhe z mesom in morskimi sadeži. Tako kot njen oče je tudi Tiana rada kuhala. Draga hčerkica, tale gumbo je najokusnejši, kar sem jih kdajkoli poskusil, je Tiani rekel očka, ponosen na jed, ki sta jo skuhala skupaj s hčerko. Na pojedino je povabil vse sosede. Nočni zrak so napolnili zvoki rožljanja žlic, klepeta in smeha. Zapomni si, Tiana, je rekel oče. Hrana združuje ljudi. Ogreje jim srca in jim prikliče nasmeh na obraz. Ko se je mala Tiana odpravljala spat, je skozi okno videla, kako se je utrnila zvezda. Zaželela si je, da bi nekega dne skupaj z očkom odprla restavracijo v starem mlinu. Z očkom sta pogosto skupaj sanjarila o tem. Leta so minevala in Tiana je odrasla v mladenko. Očka je v teh letih umrl, a Tiana ni nikoli nehala upati, da bo nekega dne odprla restavracijo. Želela si je, da bi se v njeni restavraciji gostje počutili tako lepo, kot se je nekoč ona, ko sta z očkom skupaj kuhala za prijatelje in družino. Tiana je delala kot natakarica v bistroju in varčevala je prav vsak prislužen cent. Predobro se je zavedala, da bo morala pošteno delati, če bo hotela uresničiti svoje sanje. Nekega dne pa je v New Orleans prišel princ Maldonije Navin. V mestu je vladalo razburjenje in še posebej dame so ga pričakovale z velikim navdušenjem. Množice ljudi so se zbrale ob rečnem bregu, da bi princu izrekle dobrodošlico. Pričakovali so resnega in vzvišenega gospodiča, vendar se je izkazalo, da je princ Navin izredno sproščen mladenič, ki je oboževal jazz glasbo in se je takoj vživel v ritem New Orleansa. V mestu je ravno potekalo praznovanje Mardi Gras. Bil je zadnji dan karnevala. Lawrence, prinčev sluga, ki ni bil več prav mlad, se je spotikal za princem, noseč njegovo prtljago. Medtem je Georgia, Tianina prijateljica, opazovala Tiano, kako je stregla v bistroju in se trudila za vsakega gosta posebej, da se je počutil res dobro. Zvečer gremo vsi plesat. Se nam boš pridružila? Jo je povabila Georgia. Danes delam dvojno izmeno, je pričela razlagati Tiana. Ja, saj vem, ker moraš varčevati za svojo restavracijo.
je Tianin stavek končala Georgia z vzdihom. Saj ne počneš več nič drugega. Cele dneve samo garaš, je še dodala. O, Tia, je Charlotte zaklicala, ko sta z očetom, bogatim gospodom LaBouffom, prišla na zajtrk v bistro. Si slišala? Princ Navin iz Maldonije je prispel v New Orleans in Atek ga je povabil na naš ples v maskah danes večer. Hitro je še dodala. Do večera bom potrebovala 500 tvojih buhteljčkov, saj veš, tistih, ki se jim ne da upreti. Charlotte je na zabavi želela postreči najslajše buhtlje v mestu in nihče ni znal speči slajših kot Tiana. Napočil je čas, ko je Tiana končno privarčevala dovolj denarja, da je lahko dala ponudbo za opuščen star mlin. Srečala se je z lastnikoma, bratoma Fenner, in v spremstvu svoje mame podpisala z njima pogodbo. Mlin bo kmalu v njeni lasti in končno si bo lahko uredila svojo restavracijo. Moram poskrbeti za to, da očkovo delo ne bo zaman, je Tiana zaupala mami, ko sta se sprehodili po starem in neurejenem mlinu. Imela je velike načrte za svojo restavracijo. Skoraj jo je lahko že videla pred sabo, a mama Eudora je vedela, da bo potrebno še veliko dela, saj je bil mlin v zelo slabem stanju. Veš, Tiana, očka morda res ni dočakal, da bi imel svojo restavracijo. A vedeti moraš, da je bil kljub temu srečen, saj je imel v življenju veliko ljudi, ki so ga imeli zelo radi, in on nas. In to je vse, kar ti resnično želim. Ljubezen. Medtem se je v francoski četrti New Orleansa princ Navin še zmeraj zabaval na veselem karnevalu. Ni se zavedal, da nanj preži zlobni doktor Facilier. Morala bi že biti na plesu LaBouffovih, je princa priganjal Lawrence. Naj vas opomnim, da vam preostaneta le 2 možnosti. Lahko se poslovite od svoje svobode in se poročite z bogato damo, ali pa si poiščete službo. Navin se je za hip zamislil. Služba mu resnično ni dišala. In prav takrat se je iz sence pojavil doktor Facilier ter galantno pozdravil princa in njegovega slugo. Predstavil se je kot velik čarovnik, ki mu bo izpolnil vse želje. Še preden sta se dobro zavedla, sta se Navin in Lawrence našla v brlogu hudobnega doktorja. Ne da bi vedela, kaj se je zgodilo, sta se z njim rokovala, da bi zapečatila kupčijo. Takoj so se v sobi začele dogajati čudne reči. Facilier jo je uročil. V rezidenci LaBouffovih je bil ples v maskah že v polnem teku. A nič ni kazalo na to, da bo princ res prišel. To ni pravično, nikoli se mi ne uresniči nobena želja, se je razvajena Charlotte pritoževala Tiani. Pogledala je v nebo in rotila zvezdo večernico. Prosim, prosim, prosim. Na Tianino začudenje je v tistem hipu v dvorano res veličastno vstopil princ Navin. Charlotte se je izpolnila želja in kot bi trenil, se je že vrtela s princem po plesišču. Ravno ko se je Tiana vrnila v kuhinjo, da bi nadaljevala s peko buhtljev, sta vstopila brata Fenner in ji naznanila, da sta se odločila mlin prodati nekomu drugemu, ki je bil pripravljen plačati zanj večjo vsoto denarja. Seveda ga Tiana še zmeraj lahko kupi, vendar bo zanj morala odšteti več, kot je ponudil novi kupec. Kar seveda ni bilo mogoče. Na smrt žalostna se je Tiana v joku vrgla na mizo, na kateri je pripravljala pecivo in si popackala obleko. Tako žalostno je našla prijateljica Charlotte, ki je začela tolažiti, ter je, da bi jo razvedrila, ponudila eno izmed svojih prelepih oblek. Tako lepo oblečena je Tiana stopila na balkon in se zazrla v nebo.
S pogledom je iskala zvezdo večernico in ko jo je zagledala, je zaprla oči in k zvezdi poslala svojo vročo željo, da bi ji kljub vsemu le uspelo odpreti restavracijo v starem mlinu. Ko je odprla oči, je pred seboj zagledala žabo. Najbrž bi rada, da te poljubim, kaj? Se je pošalila Tiana. Spomnila se je namreč pravljice, ki mu jo je Charlotte, ko sta bili še majhni deklici, brala Eudora. Bilo bi lepo, ja? Je odgovorila žaba. Žaba, ki govori? Tiana je zavreščala od presenečenja in stekla v Charlottino sobo. V sluzasto dvoživko je zmetala vse manjše stvari, ki so ji med begom prišle pod roke. Prosim, dovoli, da se ti predstavim, je rekel žabec. Sem princ Navin iz Maldonije. Tiana je bila popolnoma zmedena. Oprosti, ampak če si ti princ, kdo potem na plesišču pleše valček zloti? Žabec pa ni odnehal. Vztrajno je zatrjeval, da se bo spremenil nazaj v princa, če ga Tiana poljubi. Seveda, gospodična, ti pripada bogata nagrada, če mi le narediš to uslugo, jo je proseče prepričeval žabec. Tiana je bila silno dobrega srca in žabec se je zasmilil. Poleg tega si je resnično želela odpreti restavracijo v starem mlinu in morda je bila to njena priložnost. Kljub temu, da je zmeraj trdila, da ne bi nikoli poljubila žabe, in čeprav se je sluzasto bitje kar precej upiralo, se je nagnila k njemu, zaprla oči in ga poljubila. Puf! Ojoj! Je kriknila Tiana. Tudi ona se je spremenila v žabo. S princem žabo sta vsa iz sebe poskakovala po sobi in nato šinila skozi okno ter pristala na plesišču. Daj ju, ulovi žabi, je oče Labuf ukazal Charlottinemu psu. Navin je zgrabil nekaj balonov in se trdno oprijel Tiane. Greva v nebo, je vzkliknil in baloni so jo ponesli v zrak. V prostoru za goste pri Labufovih je lažni princ priznal zlobnemu doktor Facilierju, da mu je žabec pobegnil. Zlobnemu doktorju to ni bilo prav nič všeč. Svojo čarovno močjo je bil princa spremenil v žabo, slugo Lawrencea pa v princa Navina. Vendar je žabca potreboval, saj je z njegovo pomočjo vsake toliko časa ponovno napolnil moč v talismanu, ki ga je Lawrence imel obešenega okoli vratu, da je lahko obdržal prinčevo podobo. Zlobni doktor je namreč imel načrt. Hotel je doseči, da bi se Charlotte poročila z Lawrenceom, misleč, da se je poročila s princem Navinom, potem pa bi si slugo razdelila vso njeno bogastvo. Medtem sta Tiana in Navin pristala v močvirju, ki je obkrožalo mesto New Orleans. Navin nikakor ni mogel razumeti, kako je mogoče, da ga Tianin poljub ni spremenil nazaj v princa, dokler mu Tiana ni razložila, da je razlog verjetno v tem, da ni bila princesa. Obleko in tiaro si je le izposodila od svoje prijateljice Charlotte. V tistem hipu se je kot strela z jasnega pred njima pojavila skupina krvoločnih aligatorjev. Tiani je zadnji hip uspelo pobegniti in se skriti v votlo drevesno deblo. Pomagaj mi, in ko se poročim Charlotte, ti kupim restavracijo, je Navin obljubil Tiani. Tiana mu je podala konec močvirske liane in Navin je po njej urno splezal na varno. V svojem brlogu je zlobni doktor že mrmral čarobne besede, s katerimi je iz mask, ki so bile obešene po stenah, izvabljal zle duhove. Prosil jih je, naj mu pomagajo najti izgubljenega princa, začaranega v žabo. Naenkrat je pred njim stala cela vojska jeznih zlih duhov, pripravljenih na ukaz. Preiščite vsak kotiček, jim je ukazal. Tiani in Navinu je uspelo sestaviti preprost splav
in z njim sta odplula po reki. Nenadoma se je iz vode pred njima pojavil ogromen aligator in plul ob njunem čolniču. Žabi sta utrpnili od strahu. Toda ogromna zverina je bila v resnici prijazna. Žabama se je predstavil in jima povedal, da mu je ime Louis. Louis je igral trobento in z Navinom sta takoj našla skupno temo pogovora – New Orleanski jazz. Ob Louisu sta se žabi kmalu sprostili in Navin je pričel poplesavati z Jato metuljev. Vendar pa je Tiana Jato odgnala in opomnila princa, da se mora čim prej poročiti s Charlotte. Nato je Louisu razložila, kaj se jima je zgodilo. Louis je želel pomagati svojima novima prijateljima, zato se je domislil in jima predlagal, da poiščeta mamo Odi. To je bila modra starka iz močvirja, ki je znala čarati. Uročeni Lawrence je medtem vneto dvoril Charlotte, ko je nenadoma opazil, da talisman okoli njegovega vratu izgublja moč. Vse manj je bil podoben lepemu princu. Kar naenkrat so se mu vrnila njegova štrleča ušesa, dobil je širši hrbet in že mu je ven lezel njegov ogromni nos. Hitel je zasnubiti Charlotte, preden se bi urok izničil in se bi spremenil nazaj v Lawrencea. Charlotte je bila preveč razburjena, da bi opazila spremembe. In ko jo je princ zaprosil za roko, je takoj privolila in vzkliknila: Seveda, prav rada se bom poročila s teboj. Tiana in Navin sta medtem še vedno izgubljena blodila po močvirju. Na poti sta srečala kresnico. Prijazno bitje se jima je predstavilo. Ime mu je bilo Ray. Ko je Ray slišal njuno zgodbo in izvedel, da sta na poti k mami Odi, jima je ponudil, da jo pospremi. Predirljivo je zažvižgal in priletel je cel roj kresnic. Bila je to Rayjeva družina in skupaj jima bodo svetili v temi ter jo pospremili na cilj. Tedaj pa švist! Na Navina je padla velika mreža. Vanjo ga je ujel lovec in ga stlačil v kletko. Ko je Louis zagledal lovce, je od strahu skočil v trnovo grmovje. Ray pa se je odločil, da žabcu pomaga. Če draži žužka, te čaka buška, je zakričal in se pogumno pognal enemu od lovcev naravnost nosnico. Tudi Tiana je zavreščala in spretno odprla kletko, da je Navin lahko pobegnil iz nje. Takih žab še nisem videl, se je čudil eden izmed lovcev. Brihtni sta. Govoriva tudi, je navrgla Tiana. To je bilo za lovce preprosto preveč. Tako so se prestrašili govoreče žabe, da so pobegnili in zraven tulili od strahu. Tiana in Navin sta se do solz nasmejala. Odskakljala sta v visoko travo, vesela, da sta skupaj in si lahko pomagata. Ray je pomagal Louisu, ki je bil poln trnja. Tiana se je odločila, da bo nekaj skuhala. Vsa pustolovščina jih je pošteno zlakotila. Navinu je naročila, naj opere gobe, ki so jih nabrali, vendar Navin ni vedel kako. Še nikoli v življenju nisem prav gob, je priznal. Tiana je Navina rade volje poučila in kaj kmalu sta skupaj kuhala ter se ob tem neskončno zabavala. Po večerji so se prijatelji zazrli v zvezdnato nebo. No, poglejte, tamle je najlepša kresnica na vsem svetu, je zasanjano rekel Ray. Tiana ga je začudeno gledala, potem pa se je zavedala, da je Ray zaljubljen v zvezdo večernico in ne v kresnico. Naenkrat pa so prijeten, miren večer zmotile temne sence, ki so se spustile nad močvirje. To so bile prikazni, ki jih je nanje poslal zlobni doktor. Zgrabile so Navina. Tiana je zakričala od strahu
in se z vso močjo oklenila prijatelja, da ga ne bi odnesle. Oprijela sta se ga tudi Louise in mali Ray, a nič ni pomagalo. Prikazni so bile premočne. Tedaj pa zum! Iz teme se je zabliskala močna svetloba in prikazni so izpuhtele. Bila je mama Odi, ki je prispela še ravno pravi čas, da je rešila Navina. Ni slabo za slepo ženičko, staro 197 let, se je pohvalila. Skupaj s prijateljico Kačo Juju sta vse povabili k sebi domov v star ribički čoln v gnezdenem drevesu. Tiana je hotela razložiti, zakaj so iskali, a je mama Odi že vse vedela. Kot je vedela tudi, da jo bosta žabi prosili, naj ju spremeni nazaj v človeka. Mama Odi je, medtem ko je mešala gumbo, povprašala Tiano, ali že vesta, kaj potrebujeta. Rada bi se spremenila nazaj v človeka, je odgovorila Tiana. Želita biti spet človeka, a ne vidita, kaj zares potrebujeta? Je bila huda mama Odi, ki je spoznala, da jo čakajo še hude preizkušnje, preden se bosta dokopala do tega spoznanja. Pričarala je podobi Charlotte in njenega očeta. Oče LaBeouf bo proglašen za kralja pustne parade, njegova hči Charlotte pa bo tako postala princesa. Navin, če te princesa Charlotte poljubi še pred polnočjo, se bosta s Tiano pri priči spremenila nazaj v človeka, je razložila. Nič več niso smeli izgubljati časa. Opazili so rečno ladjo in stekli proti njej. Na ladji je vladalo karnevalsko vzdušje. Povzpeli so se na krov. Potniki na ladji, oblečeni v pustne maske, so mislili, da je Louise človek, nešimljen v aligatorja, in so ga nemudoma povabili, da se pridruži džezovskemu orkestru. Medtem je Navin priskakljal k resničku Reju, da bi mu zaupal skrivnost, ki se mu je nenadoma razkrila s pomočjo mame Odi. Zaljubil sem se v Tiano, se je k resničku zaupal žabec. Odločil se je, da bo naredil vse, kar bo v njegovi moči, da bo Tiani pomagal uresničiti njene sanje. Pa če tudi bo trajalo leta, je bil Navin trdno odločen, da bo Tiani pomagal priti do njene restauracije, ko se spet spremenita v človeka. To je bilo tisto, kar je imela mama Odi v mislih, ko ga je spraševala, kaj potrebuje. Navin se je ravno pripravljal, da bi Tiani izpovedal svojo ljubezen, ko se je v rečnem bregu v daljavi prikazal stari mlin. Poglej, tamle je vzkliknila Tiana. Ob pogledu na mlin je Navina nenadoma preblisknilo, da je reven in da ne bo mogel Tiani podariti tistega, kar si tako močno želi. Sploh pa ne do naslednjega dne, ko ga bosta brata prodala novemu kupcu. Skrušeno se je umaknil na drugo stran ladje. Tiana je ostala sama in spet je uprla svoj proseči pogled v zvezdo večernico. Morda ji bo končno pokazala pravo pot. Tedaj je začutila, kot da nekaj ni čisto prav, čeprav ni prav vedela, kaj. Pomislila je na Navina. Navin pa je bil spet v resnih težavah, saj so ga znova izsledile hudobne sence. Ravno takrat je Lawrence na LaBeoufovem posestvu zastokal. Pogubljeni smo. Pripravljala se je namreč velika svadba, a Lawrence ni bil več prav nič podoben lepemu princu, ampak je bil vedno bolj videti spet kot stari Lawrence. Naenkrat pa švist. Hudobne sence so privršale preden in s seboj prinesle ubogega Navina. O, poglej, poglej. Prišel je močno zaželjeni mladenič, si je imel roke Facilier. Kot bi mignil, je bil talisman ponovno napolnjen s čarobno močjo in Lawrence je spet dobil podobo lepega princa. Facilier je žabca Navina zaklenil v majhno skrinjico
in z njim odhitel v svoj brlog. Medtem je na rečnem nabrežju Ray Tiani razkril Navinovo skrivnost. Navin se ne bo poročil s Charlotte. Zaljubljen je vate Tiana. Ko ga Charlotte poljubi in se bo spremenil nazaj v človeka, se bo domislil popolnega načrta, kako naj ti kupi restauracijo. Tiani je zaigralo srce, saj je tudi sama čutila enako kot Navin. Ravno takrat so prispeli do glavne ulice, po kateri se je mimo valila parada. Sredi nje so zagledali ogromno poročno torto, na vrhu katere sta stala princ Navin in Charlotte. Povsem skrušena je Tiana stekla stran. Toda Ray je vedel, da se princ nikoli ne bi poročil z nobeno drugo. Poletel je v nebo in se trudil najti Navina. Našel je skrinjico, v kateri je bil zaklenjen, in z veliko truda mu je uspelo odpreti in ga osvoboditi. Ravno ko sta se Charlotte in njen lažni princ pripravljala, da izrečeta poročno zaobljubo, je žabec Navin skočil na Lawrenceovo ramo in mu iztrgal talisman, ki mu je visel okoli vratu. Lawrence, ki se je medtem spet spremenil nazaj v prinčevega slugo, se je zapodil za žabcem Navinom. Lawrence, kaj je vendar s tabo? Ga je Navin zbegano spraševal. Tedaj je s kotičkom očesa zagledal, da se jima približuje Facilier. Ni izgubljal časa, ampak je zalučal talisman Rayu, ki ga je spretno ujel in z njim urno odletel stran. Izgini mi izpred oči, je tedaj Facilier siknil ubogemu Lawrenceu in ga tako odrešil v roka. Tako je zbral temne sence in jih poslal na lov za Rayem. Ray je divjo letal nad splavom in poskušal najti Louisa. Končno ga je zagledal med množico in skupaj sta pohitela iskat Tiano. A na lovu so bili tudi doktor Facilier in njegove temne sence. Kresniček je letel nad pokopališčem in ko je zagledal Tiano, je zalučal talisman. Na vso moč se je trudil, da bi se ubranil temnih senc svojo kresničjo lučko. A Facilier je zamahnil proti Rayu, ga zbil k tlom in ga pohodil, čeprav mu je Tiana zagrozila, da bo talisman vrgla ob tla, če ga ne bo izpustil. Hudobni doktor je vanjo puhnil oblak čarobnega prahu in z njim ustvaril privid. Tiana je zagledala samo sebe v svoji človeški podobi, kako stoji v svoji sanjski restauraciji. Če mi vrneš talisman, bo ta privid postal resničnost. To je vse, kar moraš storiti, je priliznjeno prigovarjal Facilier. Nikar ne pozabi na svojega ubogega očeta, je še potuhnjeno dodal. Takrat je Tiana res pomislila na svojega očeta. Moj očka je vedno vedel, kaj je najbolj pomembno v življenju. In to vem tudi jaz. Z vso silo je zalučala talisman ob tla, da se je razbil. V tistem hipu je bila Tiana spet žaba. Hkrati pa so temne sence in maske obkolile hudobnega doktorja Facilierja. Vse, kar je ostalo od njega, je bil črn klobuk, ki je ležal na tleh. Tiana se je zavedla, da mora takoj poiskati žabca Navina, preden bo prepozno. Našla ga je v pogovoru s Charlotte. Če te poljubim pred polnočjo, se bosta s Tiano spremenila nazaj v človeka? Je Charlotte začudeno spraševala Navina. In potem se boš poročil z mano in bova srečno živela vse do konca svojih dni. Navin je segel Charlotte v besedo in jo spomnil. A ne pozabi, v zameno moraš dati Tiani toliko denarja, kolikor ga potrebuje, da odkupi stari mlin. Ker veš, Tiana, ona je moja najsvetlejša zvezda. Stojta, je zaklicala Tiana. Navin jo je presenečeno pogledal. Moje sanje ne bodo zares izpolnjene, če to ne bo ob meni. Ko
Ko je Charlotte videla, kako zelo zaljubljena je njena najboljša prijateljica, se je obrnila k Navinu in rekla: Poljubila te bom, čeprav se ne boš poročil z mano. Vendar je prišel njen poljub prepozno, saj je ura že odbila polnoč in Charlotte ni bila več karnevalska princesa. Tiana in Navin sta ostala žabi, a sta našla drug drugega in bila srečno zaljubljena. Z Louisom sta se vrnila na rečni breg, kjer so se zavedno poslovili od svojega prijatelja Reja, ki žal ni preživel boja z doktorjem. A zgodilo se je nekaj nenavadnega. Ko so dvignili pogled v nebo, so zraven zvezde večernice ugledali še eno svetlečo zvezdo, ki je do tedaj še nihče ni videl. Ray je imel ves čas prav. Prava ljubezen zmeraj zmaga. Že naslednje jutro sta se Tiana in Navin poročila. Ko pa je Navin poljubil svojo nevesto, se je zgodil čudež. Oba naenkrat sta spet dobila nazaj svoji človeški podobi. Ko si se poročila z mano, a si postala, se je posvetilo Navinu. Princesa, je Tiana končala prinčev stavek. Pravkar si poljubil princeso. Tiana in Navin sta svojo srečo želela deliti tudi s svojimi človeškimi prijatelji in družino, zato sta priredila še eno poroko, ki je bila prav tako čudovita kot prva. Končno je Tiana odprla tudi svojo restauracijo, Tianino palačo. Zahvaljujoč Louisu je v restavraciji zmeraj igrala poskočna glasba. Stregli so hrano, ki je bila najboljša daleč naokoli. V Tianini palači so bili vsi dobrodošli, beli in črni, bogati in revni. In vsi so se tam imeli res lepo. Končno je Tiana imela vse, o čemer je zmeraj sanjala. In s princem Navinom sta bila resnično srečna do konca svojih dni. Ja. Tiana in Navin sta skozi čarobno preizkušnjo spoznala, da prava sreča ne prihaja iz bogatstva ali blišča, temveč iz iskrene ljubezni, predanosti in sanj. Vsekakor sta delo in trud pomembna, a brez ljubezni, prijateljstva in nekaj čarobnosti lahko srce ostane prazno. Lili, najlepša hvala za idejo o čudoviti Disneyjevi pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete številnim pravljicam s princi in princesami v glavnih vlogah. Lepo se imejte, verjemite vase in v svoje sanje. Prijeten pravljični pozdravček Lili, ter pa seveda vsem poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo! Sta le združena, ne?